Hvala tem, da cerkev raste, haleluja. Dajmo pričakovati, da bo cerkev toliko rasla, da končno nam bo ta prostor premajhen. Amen? A sem šel zdaj predaleč? Pa bomo imeli spet probleme, ko mi smo tega najdeli. Se vem. No, lahko bomo imeli pa dva bogoslužja. Amen? To je tudi ena varianta. Ampak kdorkoli bi račal v nedeljo v Prevalje, lahko Andreja kontaktira. To nedeljo bomo imeli Dena pa Veroniko tam. V naslednji četrtek, čez en teden boste pa tukaj z vami. Tako da bo fajn. Dolgo že nismo imeli, amen? Bo prav. Amen. Jaz, mene pa Carol pelje na Madžarsko za vikend, ko bomo jutro Rosana. Haleluja. 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 In je tam že vse rezervirala in plačala, tako da tudi, če hočem, se nam premislil, ker je, ne vrnejo ti denarja, če ne pridiš. To je modro, Carol. Modra žena. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Mi smo ful veseli, da smo lahko v cerkvi, haleluja, kjer tvoj duh deluje, kjer se imamo radi med sabo, haleluja. Jaz ful pogrešam vsazga, ki ne more prijeti, Jezus. Ful mi je težko, Jezus, za vsazga, ki ti ne sledi in pol nekaj časa ga ni. Jaz mi hočemo, da se vsi vrnejo, haleluja. Jaz mi hočemo, da Matej pride v cerkev. Jaz mi hočemo, da se vsi vrnejo, ki te poznajo. Jaz, da se niti en ne zgubi. Da nam to srce za ljudi, Jezus. Da bomo imeli rajš ljudi, ko vse stvari na te zemlji. Da ne bomo mogli biti veseli, če kdo trpi zraven nas. Amen. Haleluja. Jaz vem, da Simona dela, sam jaz jo pogrešam danes. Ne vem, kje je Aleš, ampak ne, kako je z vami, jaz ga pogrešam. Amen, a vi tudi tako? Ampak koliko je da bez, da je Fani prišla, izveljene, haleluja. Wow, pa da tako hodiš zmagovano, ne glede na nesrečo, haleluja. Amen, ko imaš upanje, je tako. Veš, da ni konc na te zemlji, amen. Veš, da v nebesih te čaka tvoj sin. Amen. In to je naše upanje, cerkev. Amen. Jaz včeraj mislil svojo mamo obiskati, pa sem se pa spomnil, da je že v nebesih. In pa namaz, da bi bil žalosten, haleluja, sem rekel, je mogoče pa ona zdaj molila za me. Amen. Kaj če ona glikar molila za me, haleluja. Amen. In sem se pol jaz spomnil na njo, ne smem govoriti z njo, zato ko je ni več tukaj. Ampak ona pa lahko mol za me. Amen? Amen. Jaz pa nemam to, haleluja. Zato v nebesih piše, oni govorijo, Jezus, pa kdaj boš maščeval našo kri, oni, ki so jih ubili zaradi Jezusa, mu začnejo tarnati v razodetju. Pa Jezus pa, koliko dolg še, pa kdaj boš maščeval? Jezus pa, saj še malo, pa te počakajte, Molijo ono za končno sobo. Ampak cerkev Božja volja ni, da se kdorkoli pogubi, ampak da vsi Slovenci pridejo v nebesa. Amen. In Hrvati in Bosanci, haleluja. Amen. Haleluja. Hvala ti. Znači, dajmo si pogledati, govorimo o tem dveh vrstih ljudi, te, ki iščejo Gospoda, te, ki ne. In to govorimo, to zato govorimo, ker hočemo mi biti te ljudje, ki iščemo Gospoda. Ne vem, kako je z vami, pa jaz včasih ne iščem Gospoda, včasih se mi ne da, včasih sem zmatran, včasih sem razočaran. Včasih se, ne vem, ukvarjam s stvarmi, ki sploh niso Božje volje. In pa se moram spet vrniti. Recimo med slavljenjem, jaz dostikrat ne iščem Gospoda. Ne vem, kako je z vami. Jaz tako prijam ful navdušen, zdaj bom slavil, pa že po pol pesmi razmišljam, čakaj, pa sem jaz luč ugasnil, ko sem šel dan. Ono garažo sem zaklenil ali nisem zaklenil? Kva, če mi zdaj spet kradijo, enkrat so mi med bogoslužjem vso zlatnino pokradili. Mislim, ne meni, ampak ženi, ki jaz so itak vso, kar jo imam na tem prstu. A je z vami tudi tako? In pol moram, ne vem, 10krat se preusmeriti. Eno pesmijo sem. Pol pri drugi sem že malo bolj duhovno. Ampak dajmo si pogledati, bi 3 točke podelil danes z vami. Prva je, bodi prisoten v nebesih. Lahko bi rekel v duhovnem svetu, v Božji prisotnosti. Dal sem naslov v nebesih, prva točka.
Druga točka bo prenesi nebesa na zemljo. In pol tretja, kako pripravaš atmosfero, da so skozi nebesa s tabo. Amen? Da si skozi v Božji prisotnosti. Amen? A je to zanimivo? Aleluja. A je to dosegljiv? A verjameš, da ti to lahko uspe? Amen. Apostolska dela 10:1. Bil pa je neki mož v Cezareji po imenu Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala Laška. Gledaj, človek je bil iz Laškega. Dobro, da ne piše Bojan. On bi pa res bil problem zdaj. Ok, Kornelij, ja. Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala Laška, pobožen in ni pil piva. Ne, to ne piše. Pobožen in Boga boječ za vso hišo svojo. Poglejte zdaj. In je dajal veliko miloščine ljudem in je molil k Bogu neprenehoma. Wow. Amen. Jaz mislim, da to je stanje srca. Ker ti ne moraš neprenehoma. Cel vmes moraš kaj pojesti. Vmes moraš, ne vem, zemeljske stvari razmišljati pa narediti. Ampak mislim, da to je stanje srca, ker si skozi povezan z Gospodom. Amen? Ker ti gre dober, samo zahvališ. Ker ti ne gre dober, ga iščeš. Amen? Se pravi, daje veliko miloščine. Wow. To je pa danes cerkev kar uspeh. Amen? Ker moramo je, da vse, kar je v tem svetu, hoče na nas vplivati. In ena od stvari je materializem. Hipermaterializem. Jaz recimo grem nekomu nekaj pomagati, in mi hoče plačati. A ni to čuden? Včasih to sploh ni bila debata. Smo si vsi pomagali, noben je pa šel, koliko to stane zdaj, koliko sem ti dolžil, ne vem. Mi smo res v ena čudna svetu cerkev. Zato moramo, jaz verjamem, da prav bi tako vprašal Boga, kako lahko to zlomiš. Jaz recimo včasih z veseljem dan, včasih mi pa Bog govori, da komu pomagam, pa mu ne. Čist ne. In pa se rečem, ne, pa spet jaz namel, pa zdaj sem elektrika šla gor. Tako imam 10 izgovorov. Ampak pač ne gre drugače, kot da daš. Amen? Če bi rad daj, začni dajati. Daj malo več, kot si da prej. Ne vem. Mene je pomagal, ker sem si bilanco podelil, koliko dam v 3 mesecih. In sem pol ven iz tega pač oklepa, strahu pa šel. Ker doskrat te strah veže, da ne greš na nov nivo. Ampak gledajte, oni dajo veliko miloščine ljudem in molijo jih Bogu neprenehoma. Ta je videl v viziji razločno okoli 9 ure po dnevi angela Božjega, da je prišel k njemu in mu rekel, Kornelij. On pa pogleda nanj, se preplaši in reče, kaj je Gospod? On pa mu veli, molitve tvoje in miloščine tvoje so prišle v spomin pred Bogom. In tukaj je en prevod prav, so naredile spomenik pred Bogom. Se pravi, kad ti nekaj skozi delaš, nekaj dobrega. Se pravi, kad problem je, če samo včasih nekaj dobrega narediš. Ampak če si ti konstanten, pa konstantno, ker ti ne moreš pričakovati žetov, ko si enkrat cel. Amen. Mi moramo skozi moramo dobro delati in pa slej, kad prej se nam bo vrnil. Amen. Ampak tukaj je zanimivo, on je naredil spomin, v bistvu en prevod prav spomenik pred Bogom. To pomeni, da kamorkoli je Bog pogledal, ni mogel iti mimo njega. Amen. A ne je bilo the best, Karmen, da ti tako živiš, da ko imaš pač, ko skozi nekaj z Bogom na liniji in daješ za potrebe in to. In pol bo kamorkoli prije se v tvoj spomenik zaleti. Kar je bilo. Dokler ti ne odgovori, kar je bilo. Amen. In tako si tako bodno prisotni v nebesih. Jaz verjamem, da naše molitve imajo veliko moč. Verjamem, da vsakič, ko moliš, je ful pomemben. Če komu ni predala človek, tudi v Ljubljano se kdaj zapeleš, kakšno sredo smo pač odprli. Mi že zelo dolg nismo imeli en dan od tega sam za molitev. Zdaj imamo to v sredah, v 6 naprej. In vidimo večje rezultate zaradi tega. Ampak jaz verjamem, da vsak od nas, če ti preden greš v službo, preden greš nekam, ali pa zvečer, kad domov priješ, ali pa vmes, jaz verjamem, da vedno, ko moliš, boš imel rezultate. Amen. In verjamem, da če pa moliš duhovno, se pravi, da ne govoriš samo nekaj brez veze, ampak verjameš,
da si zdaj v stiku z Bogom. Verjameš, da izgovarjaš v veri stvari v obstoj, ki se morajo zgoditi. Amen? Pa verjamem, da si prisoten v duhovnem svetu in gradiš spomenik. Aleluja. In Bog te more uslišati. Ker en citat prav, nimate, ki ne proste, ki ne mote. Pol Jezus rekel, proste in boste dobili, trkate in se bo odprl. Jaz ne verjamem, da bi nam Bog govoril, ne molimo, če nas ne bi hotel uslišati. Jaz ne verjamem, da bi Bog rekel, ne molimo, ne bomo z njim, če ne bi on nekaj hotel narediti z nami, kot to dela. Amen? Če ne bi bilo rezultatov. Amen? Jaz verjamem, da vse, kar je Bog rekel, ima rezultat. Amen. Ki je za nas ful dober. Amen? Aleluja. Probi tako moliti, ne samo da jamraš, ampak da gradiš stvari v duhovnem svetu. In Gospod te bo uslišal. Jaz verjamem, da prava molitev, ki si prisoten v duhovnem svetu, svojim duhom, svojim srcem, ne samo da moliš iz svojega uma, ampak moli v duhu, bolj odprt za Boga. Glej v duhu. In pol moli to, kar vidiš. Ok, druga stvar. Prinesmo nebesa na zemljo. Jaz verjamem, da je to Božja želja. Če poznamo molitev, ki je Jezus učil učence, preden je Sveti Duh prišel, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako ne bo na zemlji. Prav to je njegova želja, da nebesa pridejo na zemljo. In del tega smo mi danes tukaj. Amen? Amen. Mi smo nek trening, kako bomo v nebesih skupaj. V Mateju 17:1 si pogledamo. En fantastičen odlomek, ko so v nebesa prišla na zemljo. Poglejte si tole. Matej 17:1. In če 6 dni vzame Jezus s seboj Petra in Jakoba in Janeza, njegovega brata, ter jih pelje same posebej na visoko goro in se jih spremeni pred njimi. Njegov obraz se zasveti kakor sonce, a oblačila njegova postanejo bela kakor luč. In glej, prikažita se jima Mojzes in Elija, ter govorita z njim. To je nek poseben dogodek. Amen. Oni so bili toliko v nebesih. Nebesa so toliko. Jaz ne vem, kako se to zgodilo celo. Ampak kaj, če so nebesa tukaj med nami, pa samo da je druga dimenzija. Jaz ne vem, kje so. A so gor, so dol. A so dol, da so v istem prostoru, kot mi. Jaz ne vem. Amen. Pač bomo zvedeli, ker zdaj ne moramo to zvedeti. Ampak dejansko sta se Mojzes pa Elija manifestirala skupaj z Jezusom, Petrom in še 2 voditeljima cerkve. In so se imeli ful dobro. Amen. Jezus je bil ful v slavi, žarel je tam. Mojzes pa Elija naenkrat se tam manifestirati. Peter pa izpregovori. Rečete, Peter pa izpregovori. To ni v redu. Bož bo, da bi bil tih. Peter pa spregovori in reče Jezusu, Gospod, dobro nam je tukaj biti. Če hočeš, naredim tu 3 šotore. Tebi enega, Mojzesu enega, Elije enega. Wow, wow. Ko je še govoril, glej, jih obsenči svetel oblak in glej, glas iz oblaka pravi. To je sin moj ljubljeni, ki je po moji volji, njega poslušajte. Wow. Amen. A verjameš, da Bog to tudi za tebe govori? Amen. Ali pa hči, se vse. To je isto. Njega, ti si, a lahko rečeš komu kazati tebe, ti si ljubljen Božji otrok. Ti si ljubljen Božji otrok. In cerkev, zanimivo je, da Jezus ni neki velicga zdaj počel, ampak to je pač odnos z Bogom, haleluja. To je njegov odnos, haleluja. Njega poslušati, haleluja. Ko slišijo to učenci, pogledajte naprej, ko slišijo to učenci, padejo na svoj obraz, haleluja. Wow. A ni da bestka včasih sploh ne moreš moliti? Ker takšna Božja prisotnost, da daš samo obraz v tepih ali pa v
Polštar, ali pa na Pojslisi, ali pa kjerkoli. Aleluja. In to je ful the best molitev. Padejo na svoj obraz in se zelo prestrašijo. In pristopi Jezus, ter se jih dotakne in veli, ustanite in ne bojte se. Amen. A ni da bez, da se nam ni treba bati v Božji prisotnosti. Amen. Zato, če bi jaz recimo pridigal z namenom, da te prestrašam, pol veš, da nisem glih v najboljšem duhu prišel ta četrtek na bogoslužje. Amen. Zakaj? Če je Jezus cerkev, učencem rekel, ne se bati, ustanite, ne bojte se. Ko so pa oči povzdignili, niso videli nikoga razen Jezusa samega. Poslušajte zdaj, in ko stopajo zgore, jim zapove Jezus govoreč, ne povejte nikomur o tej viziji, dokler, amen, dokler, se pravi, da je čas, ko lahko govorimo, dokler sin človekov ne ostane od mrtvih. Jaz verjamem, da ko je pa sin človekov vstal od mrtvih, kaj se je zgodilo? Zavesa se je strgala v templu. Amen. Božja prisotnost je naenkrat šla ven iz templja, mrtvi so začeli vstajati. Ne vem, če ste gledali Ben Hurja, ta starega umga. Ja. Jaz sem to v kinu z očetom gledal. In potem se me je ful fasciniral. Wow, kakšen power je ta Jezus, ko mi smo bili ateisti. Ampak pač jaz sem verjel, ko sem gledal film, sem verjel vse to. Sam nisem si znal razložiti. Ampak cerkev, to je bila takšna moč, da so mrtvi iz grobov vstali, te, ki so v Jezusu umrli, te, ki so bili pravični, pardon. Ker še Jezus niso še mogli Jezusa sprejeti, pa vseeno. On, preden je vstal od mrtvih, piše, da je šel v Abrahamovo naročje v podzemlje in je tam uznano evangelij in je ujetnike ven iz tam pripelil skupaj sabo. Tako da, ker on vstal, je še ful drugih vstali. To res, mislim, to je nekaj. Wow. Takšna moč je cerkev. In zdaj, Jezus rekel, ne to govoriti, dokler ne bomo vstal od mrtvih. Amen? Se pravi, cerkev, mi se moramo zavedati, da zdaj je, on je zdaj skozi z nami. Mi ne rabimo šotora, ker smo mi šotor. Amen? Jaz in ti sva šotor, v katerem zdaj prebiva Božja prisotnost. Jaz sem danes prebral celo knjigo Jeremije, nekako me je ful potegnil Jeremija. In sem videl, kako ga je Bog poklical in kako je skozi bitka. On je skozi Božje ljudstvo hotel pripeljati v odnos z Bogom. Oni so pa skozi grešili in skozi jih je sovražnik uničval zaradi njihovega greha. In pol Jeremija pride in prerokuje, pride dan. In pasite, Nabukodnezar požge Jeruzalem. Vse se uniči, tempelj ukrade, skrinjo zaveze odnese ven. Vse, kar je Bog imel tam za simbol svoje prisotnosti, sovražnik ukrade. Zaradi njihove neposlušnosti. In pol Bog pravi, pride dan, ko bo tempelj v njihovih srcih. Zapovedi bom uklesal v njihova srca, in to je novo zavezanje. Tega tempelja noben ti ga ne more vzeti. Amen? Noben ti ne more vzeti Božje prisotnosti. Amen? Ti lahko imaš nebesa na zemlji, kamorkoli greš. Amen? Zdaj si ti eno z Bogom, haleluja. Amen? A se zavedamo tega, cerkev? Mi smo eno z njim. Kad ti bereš Božjo besedo in če jo ne bereš, te ful pogubljam, beri jo, haleluja. Beri novo zavezo, haleluja. Ne jo brati sam z glavo, beri jo iz srcem, pogovarji se z njo. Amen, potop se v njo, postan eno z njo, daj noge Božji besedi. Amen. Ker to ti bo dal ful moč. Lahko, recimo, če si že prebral Novo zavezo, preberi celega Jeremijo, recimo. Boš videl, kako so on joku za ljudi. On jih ni obsojil, ampak je ful trpel z njim. In pol boš videl to strast Boga, koliko si Bog, koliko Bog hrepeni po tebi. Koliko Bog hrepeni, da bi tebi imel celega, koliko on hrepeni, da ti ne bi imel drugih bogov razen njega. Amen. Koliko on hrepeni cerkev, da mi ne bi tavali levo, desno, blizu en čas zgubljeni, en čas polni vere.
Ko Bog hrepeni, da bi ga z nerazdeljenim srcem ljubili ves čas. Amen? Se to ni simpel, ampak je možno. Amen? Jaz mislim, da bolj, ko se mu bližamo, lažje nam je. Amen? Če si mu daleč, pa samo občasno se z njim srečal, samo v četrtek, recimo, poti težko. Ampak če se boš jutri spet z njim srečal, haleluja. Jaz verjamem, da se vsak dan lahko z njim srečamo. Amen? Lahko s njim hodimo. A verjamem, že ti Bog lahko govori jutri. Amen? Vsak dan, haleluja. Dajmo se zavedati, da zdaj smo mi te templji Svetega Duha, da Sveti Duh je v nas, njegove zapovedi so v našem srcu. Amen? Zdaj on živi v nas, haleluja. In zdaj poglej še, dajmo še zaključiti, kako zdaj pripraviti to atmosfero, da bo Bog res lahko z nami, haleluja. Amen? Par praktičnih nasvetov bi sam rad podelil. Psalm 140:14 prav. Psalm 140. Res, pravični bodo hvalili tvoje ime, pošteni bivali v tvoji prisotnosti. Amen? Se pravi, cerkev, mi smo pravični v Jezusu in pol moramo hoditi v poštenosti, haleluja. Amen? Moramo hoditi z njim, ne moreš biti razdeljen, haleluja. Hod z njim, haleluja, v njegovi prisotnosti. Psalm 45:6 je pa res tako, malo nevsakdanji, ki pravi, odnehi od vsega, pusti vse na miru, bod ful miren. Psalm 45:6. Aha, tukaj pa drugače. Zdaj probi. To je 10. Citat prav, bodi miren in spoznaj, da sem jaz Bog. Pa probi eno več, ker jaz sem pač... Ko včasih v angleškem King Jamesu je en psalm v večjo številko. A lahko greš na 46, zdaj si na 45 psalmov, na 46. Bravo, dobro ste najdel. Odnehajte, a je to dober citat? Da vse, kar delaš, odnehaj. To meni tudi telefon ugasen. Vse. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog. Haleluja. Dajmo si pogledati, kako odnehati. Haleluja. Prvič, 5 korakov, kako odnehaš, kaj te moti. Recimo, motijo te glasovi, misli, pa razni pritiski in problemi. In pol ne moreš odnehati, ker skozi imaš nekaj, še to. Prvič, ko dobiš misli, kaj moraš narediti, to je enkrat den pridigu, drug tem pridigu, da se spomni. Veste, kaj je rekel, ko on dobi še to narediti, pa on pa glih pol, napiše si. Sam napiš si in pol ti več treba razmišljati. Nekako je z vami, jaz pač vam vse si v telefon pišem. Ampak če si od vsega odnehal moj telefon na letalskem načinu, da te ne more noben klicati, jaz to predlagam. Če ne moreš, največ kar ti lahko narediš. Ampak jaz vem, da ne morem biti skozi dostopen, pa iti ful globoko duha. Vidim, da eni telefoni se z mano ne strinjajo, oni se pa nima veze. Smo potrpežljivi tukaj. Hvala Bogu, da ni moj se pažgal zdaj. Haleluja. Haleluja. Kakšen mir. Hvala, gospa. Hvala. No, to je bil grafični prikaz tega, kar prilikam. Dobro smo mi dva oglašena danes. Dobro. Hvala za tole. Ok, se pravi, ko hočeš moliti, pa razmišljaš, pridejo ti stvari, mora to narediti, napiš si nekaj. Okay. In pol pet nazaj v Božjo prisotnost. Druga točka, ko doskrat ti jo pa hudič pošle, ta prva je mogoče tvoje skrbi, druga ti bo pa hudič govoril, kakšen grešnik si. In to moš vedeti, ko si v Božji prisotnosti, globi, ko si, bolj boš videl,
da si totalen loser brez njega. Amen? Da si, če si prej mislil, da nekaj si, ko si z njim vidiš, da nič nisi. Amen? Ampak to te ne sme uničiti, to te more še bolj približati Bogu. Amen? Ko pride prisotnost greha. Zdaj, lahko pa da te je Bog nekaj spomnil, ko si grešil, pa moraš rešiti. Pa si spet napiš, če moraš kaj narediti. Lahko pa, da nisi še sprejel odpuščanja. Amen? Ko misli, jaz se lahko žrem za nekaj, kar sem pred 10 leti naredil v cerkvi. Amen? Pa sem umsko si odpustil, v srcu se pa še vedno obsojam. Pa kako sem lahko sosedu razbal avto pa pobegnil. No, jaz to nisem redel, ker me je videl iz okna dol. Ker sem hotel pobegniti. 2 tedna prej sem pa ženo zmeril, ker je ona razbila avto. In pa sem blatnik popravil in sem ga še jaz razbil. Wow, jaz sem rekel, nikoli več se nam je izil na ženo. Ampak razumite, koliko enih grehov imamo. Amen? Ker če hodiš na zemlji, si boš noge umazal, slej kaj prej. Amen? Ne moreš, da se ne bi umazal. Amen? Če ne drugač, je pa stanje srca, ko se jeziš na ljudi, ko te v živce spravijo. Amen? A je tako, kolikrat nam grejo ljudje na živce? Ful. In pol, jaz včasih tako zakovnem že v svojih možganih. In pol se reče, nekaj preklinati, dobro, da nisem še rekel tega. In zato pazi, kjer je filme gledaš. Razumaš, ti čez, nisem, ampak vseeno, družimo se z ljudmi, ki niso odrešeni, mi nismo samostalni. Jaz, ker sem z ljudmi, kakšno družbo imate vi? Ampak jaz sem v družbi, ki ful preklinajo nekaj skozi. Če že ne jamrejo, pa ne skrbijo, pa začnejo preklinati. In pa se reče, jaz, pa to je, pomagi mi, da to preživel. Sam kaj pa rešito, a ne gremo v samostan? Ja ne, moramo biti med njimi, samo moramo biti sveti. Amen? Jezus je rekel, bodite sveti, koliko sem jaz sveti. On je molil, preberite si Jana 17. Nočem, da jih vzameš ven iz sveta, ampak posveti jih v svetu. Amen? Mi smo v svetu, ampak nismo del sveta. Amen? Zato pač, ker začneš moliti, ti bo ful enih stvari lahko šlo. Lahko se boš spomnil raznih grehov. In to je normalno. To je normalno, ko si prišel pred svetega Boga in si prišel malo globi naprej. In kaj narediš? Oblec se v pravičnost Jezusa. Amen? 1. Janezovo pismo 1.9 pravi, če mu priznamo grehe, je zvest in pravična, da mu odpusti greh in da nas očisti vsake krivičnosti. Zato vedno se obleč v Jezusovo pravičnost. Amen? Ko začneš malo reči, vzemam kri Jezusa. Podaj ti to Jezus. Hvala, da si mi odpustil. Tretji problem je, da ti bega. Hočeš se fokusirati in poti skozi. Tako, kot sem prej govoril med slovljenjem. The best, recimo ena stvar, ki meni pomaga, ko hočem poslušati Boga, fokusiri se na to, da si pred Jezusom. Probi, ne sam, ker recimo New Age te bo učil, da nič ne razmišljati. Božja beseda te pa uči, da Božjo besedo razmišlji, pa da si predočuj Jezusa nekje prav. Glejmo na Jezusa, predstavljamo si Jezusa. Tako da probi si predstavljati, kad ti začne begati. Jaz se dostikrat tako si predstavljam, da sedim v naročju nebeškega očeta. Amen. In pol začnem gledati na Jezusa. Recimo, če bi rad videl, kako on zgleda, preberi si Razodetje prvo poglavje. Njegove oči so kot plamen. V njegovih očeh je ogenj, on te ima tokrat. Ampak to ti, me to najhitrejš pomaga za moj da ga kar takoj pred Jezusa vržem. In zdaj pač probi, kad ti bega, moraš priti v stik z desno polovico možganov, ne z levo. V levi polovici imaš ful
logike. Logično moraš vse štekati. Ampak cerkev mi logično ne moramo priti do Jezusa. Jaz nisem logično se spreobrnil, ampak haleluja, je nadnaravno razodeti. To imamo pa v Efežanih 1.17. Piše Pavel apostol, mol, da Bog razsvetli oči našega srca. Haleluja. Sprav srce je pa beseda dianoja, ki je pa desna polovica možgana. Je pa v bistvu domišljija. Amen? Vklop svojo domišljijo. Amen? To je pa več, kot da ostaneš na umskem nivoju. In če si to dovoliš, pol boš ostrel vizije. Lahko ti Bog pokaže. Ker njegov glas ni samo audio glas, je v sliki. Amen? Je duhovno razumevanje, ko v srcu razumeš, ne v glavi. Amen? Je čist drug nivo. Ampak, če si odnehal in veš, da on Bog, pa lahko priješ do njegovega glasu. Amen? In če dalje bolj te bo domač, ker je globoko v tebi. Je vse rekel, iz vašega osrča, oziroma trebuha bojo tekle reke žive vode, ne iz vaše glave. Zato je Pavel rekel, da vse diplome mu nič ne pomeni. On hoče samo Jezusa, razodeti ga, haleluja. In tako naprej. Sprav, vklop bolj ta del svojega življenja, duhovni del svojega življenja. Jaz recimo, ko sem bil nov kristjan, sem se ful bal svoje domišljije, zato ker sem prej v New Age-u pač neke stvari se učil, kako to uporabljati. Ampak morate vedeti, če New Age nekaj dela, ker mi delamo, pomeni, da prav delamo, če ne nas oni ne bi kopirali. Amen? Hudič nov nekaj kopiral, ker ne deluje. Amen? Če meditacija ne bi bila ful pomembna, ne bi obstajali ful celi tečaj transcendentalne meditacije, če ne bi obstajal original. Amen? Original je pa meditiri Božjo besedo. Dan in noč si jo predočuj. In to je pa, recimo, ko ti teološko bereš en citat, boš dobil teolog intelekt, pač, boš dobil naravne informacije v tem citatu. Ko pa ti meditiraš pred Bogom en citat, ko se začneš z Jezusom pogovarjati o tem citatu, pa lahko ta citat del tebe postane. Amen? Dajmo več uporabljati svoje srce. Amen? Več kot svoj um. Amen? Ko se z Bogom družimo, Bog je duh. Amen? In kdor se z njim druži, je duhovno bitje. Amen? On nas je ustvaril kako? Po svoji podobi, kot duhovna bitja. Amen? Je šele na drugem mestu. Nam more pomagati, da to sprejema in zato moramo prenavljati, da mu je normalno, ko živimo nadnaravno. Amen? To pomeni, da imaš prenovljen um. In zdaj, zadnja stvar, ko jo rabiš, da ti Bog govori, da si v njegovi prisotnosti, da si v atmosferi, je več časa z njim. Amen, to je pa težko. To pa pač moraš biti agresiven. Moraš reči, rabim čas za Boga, ne me motiti. Amen? Jaz moram biti z Bogom. Jezus se je dostkrat ful umaknil od učencev. Razumete? Ne, a se ti tudi tako počutiš? Jaz ne moram biti skozi ljudmi, jaz ful cajta rabim zase. Amen? Jaz, če imam pa polno hišo ljudi, grem pa v garažu, haleluja. In pa se skrijem v avtu, haleluja. Amen? Nekaj se mora skriti, ker če ne bom izčrpan. A ste vi tudi taki? A ti so taki, amen. Haleluja, ti tudi, haleluja. Pozdrave v Maribor, haleluja. Cerkev, jaz mislim, da vsi rabimo cajt s Bogom, amen. Haleluja, če bi rad več prav, vzem si malo več časa, amen. Malo razmisliti, jaz ne vem, da si ful že dolg s Bogom, pol ni treba, ampak haleluja, vsem. Jaz mislim, da je potreben čas. Včasih smo imeli ful velik časa. Zdaj smo pa skozi preklopljeni, skozi smo online, skozi govorimo, kaj mikrovalovke smo, skozi smo navičko govorili. Moramo bi bak une pečice na drva, jaz mislim, amen? Malo bolj počas, haleluja, amen? Ne sme se ti muditi, haleluja. Hvala ti, Oče, hvala ti za to besedo danes. In jaz molim,
Oče, da tudi zdaj, ko bomo šli domov, ko se bomo v avtu vozili do doma, da je tudi to čas, ko na ti lahko govoriš. Molim, ko delamo aktivnosti, ki ne zahtevajo toliko napora našega uma, recimo tuširanje, lupnanje krompirja, pomivanje posode, haleluja. Oče, molim, da smo tudi takrat ful urode, ki nam ti lahko govoriš. Jaz, da smo v atmosferi, ko vse te zemeljske stvari, ki jih avtomatično delamo, da niso čas zgubljen, haleluja. Molim, da bom z užitkom delal brezvezne stvari in zraven tebe lahko poslušal, haleluja. Ko bom sesal stanovanje, haleluja, pa bom zraven še tebe poslušal, haleluja. In oče, molim tudi za te čase, ko ugasnemo telefon, ko ugasnemo vse kontakte in da res, da smo lahko en kvaliteten čas v dnevu, ki je samo za tebe, Jezus. Jaz molim, da nam ne boš tako nek ostank časa, da ti ne bomo dali samo ene drobtine svojega časa. Pomagi nam, Jezus, da nam boš bolj pomemben, haleluja. Odpust nam, Gospod, kada nam nisi na prvo mesto. Pust nam, Jezus. Haleluja. Haleluja, Jezus. Jaz mi hočem biti še bolj zaljubljeni vate, haleluja. Jaz, da ne bomo nikoli ratali mlačni ali pa odpadali v tebe, haleluja. Jaz, da karkoli se bo zdaj dogajalo na zemlji v teh letih, ki so pred nami, če bo še več vojn, če bo še več potresov, katastrof, oče, molim, da mi ne bomo če dalje bolj zbegani, ampak če dalje bolj povezani s tabo, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Upam, da se koga okrebril. Jaz bi najrešil kar domov mot. Sam bom še malo z vami, ker sem tu z vami ful. Amen. Kdorkoli, če rabiš.